Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Bum, čiribam, čiribum, pokus, hokus, abrakadabra. Napovedujem, da bo danes moja gostja v studiu Klepet ob kavi. Edita Tomič. Kabum! Je uspel, ne? Ja. No, vidiš. Ja. Malo za šalo, malo za res. Danes se bomo pogovarjali o prihodnosti, ki jo napovedujejo vedeževalci, ki berejo iz dlani, iz obraza, iz vsega možnega, kar dejansko pride. Nekateri nič ne rabijo, sam nič 9 nič pokličejo, pa zvejo svojo prihodnost. Kaj to dejansko naredi na človeško psiho? Koliko je pomembna morala in etika? Kaj so akaški zapisi? Vse to nam boš dejansko povedala. Za sam začetek pa, Edita, izvedeti lastno prihodnost. Je sploh smiselno, ali imamo neko usodo, ali se ve, kaj se nam bo sploh zgodilo? Kako to razložiš na svojih delavnicah tudi in tako? Po mojem mnenju obstaja nek božanski načrt, ki je zapisan v akaških zapisih. To lahko vidimo mi sami potom določenih tehnik, naprimer Theta Healinga, drugače pa kot terapeut pa lahko ali vedeževalec to tudi delno lahko prebere. Delno? Ja, v našem višjem jazu se pa nahaja določen del poti, po kateri poti pridemo do tega našega božanskega načrta. Ker naša duša se sprehaja iz enega življenja v drugo in v vsakem življenju imamo svojo usodo, svoj namen bivanja in seveda v vsakem paketku, ki ga dobimo, je določen del naše poti. Ali je to negativna izkušnja ali pa pozitivna. Zdaj, tudi sama, da sem šla na pot alternativnih znanosti in tako naprej, je delno kriva v narekovaj, ena gospa, katero mi je usmerila kolegica. Ja. In ta gospa je fantastična, ker ona je karte samo tako imela zato, da jo ljudje ne sprašujejo, kaj dela. Ja. Ampak me je presenetilo to, ko mi je govorila točno po datumih, kaj se je zgodilo. Ja. In pa kaj se bo zgodilo. In najbolj me je presenetilo to, da mi je rekla, da se z grafologijo jaz ne bom preživljala, ampak da bom z možgani, z umom zdravila duše. In sem si mislila, ljubi Bog, pojma nimaš, kakšne duše bom jaz zdravila, če jaz sama sebi ne znam pomagati. Ker kdaj se mi zatečemo v take zadeve? Takrat, ko smo čustveno najbolj na tleh, ko nas je strah, ko iščemo neko pomoč in seveda poklicati na neko linijo ali pa iti na neko vedeževanje, je najlažja zadeva, ker hitro iščemo rešitev, nekaj izven sebe. No, in ko mi je ona to rekla, jaz sem bila v zelo hudem čustvenem stanju in tako naprej, mi rekla, ja, vi se boste ukvarjali z bioergonomijo. Pojma nisem imela, kaj je to. In sem šla iskat na računalnik in sem našla sevanje računalnikov, mobitelov in tako naprej. No, na koncu sem prišla do gospoda Ogorevca, Ja, ampak sem mu poslala mail, da pridem na terapijo, pa je rekel, da res lahko spucam samo drugo čakro, pa da bom naredila vse sama lahko. Hotela se na silo prijaviti v njegovo šolo, me ni želel sprejeti, rekel, da lahko vse sama naredim. Ampak takrat jaz nisem vedela, zakaj se gre in sem bila zelo razočarana. Ampak v bistvu sem mu lahko zahvalil, ker potem sem šla dejansko po tej poti tega razvoja, ki je gospa meni povedala, da ne bom delala v turizmu in tako naprej, ker je bila zelo etična. Etična? Ja, jaz pravim tako, ko oseba pokliče na linijo, naprimer določene oddaje imajo tudi to svetovanje vedeževalsko,
takrat lahko vedeževalec, če je etičen in če ne potrjuje svojega ega, koliko je pameten, ne, Ja. naredi veliko več za to osebo, kot pa cela psihiatrija v danem trenutku. Ker ti v tistem trenutku lahko osebo pomiriš, ker začutiš psihično stisko, a ne, in ga dvigneš. Če pa nisi etičen, ga boš pa še bolj prestrašil, a ne, Ja. da bo začel letati od enega do drugega, ali pa si lahko tudi kaj naredi. A ne? Ker kdaj mi se dejansko in na vedeževanje, in numerologijo, in grafologijo in vse to se zatečemo takrat, ko nas je nekaj zelo strah, ko ne vemo, kaj nas čaka, ko ne vidimo neke svetle točke v življenju. Ne? Naprimer, dosti ljudi mene pokliče, a vi kaj veste, kdaj bo ljubezen. Ne? Pač s tehniko Theta Healing pa tudi zgleda naravne danosti, imam to, da nekaj vidim v prihodnost, ne? Ampak jaz se načeloma zelo izogibam teh trditev, pa napovedovanj, zaradi tega, ker če jaz rečem stranki, ja, lejte, zdaj še ni pravi trenutek, ne, dajte še malo počakati, pa nič naprej ne razložim, da je to treba se odpreti za partnerstvo, počistiti svoje strahove, kaj nas je strah pri partnerskem odnosu, da se odbojimo čustvene ranljivosti in to. In če samo povem ta stavek, bo oseba 100-krat šla nekam ven, pa se ne bo nič zgodilo, ker bo v krču pričakovanja, a ne, in takrat ljudi samo odganjamo, ne pa privlačimo. In bo rekla, mater Edita je imela pa res prav, lej, vse je uganila. Ker mi pri vedeževanju, ne, si stavek povedt, ne, naprimer, sedaj še ni pravi trenutek, si lahko 1000-krat prestavimo v naše čustveno stanje, a ne, tudi na poslovnih zadevah, ne. Rečejo, ja, zdaj pa še ni ta pravi trenutek, ne, pa ena črna oseba, pa ena blond oseba, pa tako naprej. Opisno, a ne, to je čista psihologija, ker ti vsak bo našel take osebe v svojem življenju, ker mi v bistvu iz tega Se pravi, to je lažno na nek način. naredimo film. Ne? Ja. Zato so kvalitetni, po mojem mnenju, kvalitetni tisti, ki dejansko osebo usmerjajo v tisto, kar vidijo. Ne? Okay. Se pravi, tudi pri vseh teh zadevah imamo kakor pri avtih. Imamo Mercedesa, imamo pa Lado. Ja, tako je. Ne? In to ne pomeni, da cena pogojuje. Ne? Ja. Ker dosti ljudi, ki računa manj, ne, so mogoče veliko bolj kvalitetni, kot pa nekateri, ki imajo ogromne. Ampak je sploh cifre. pametno, recimo, ne vem, razmišljamo v tej smeri, a ne, oseba, ki nekomu napoveduje prihodnost, on ima neskončno različnih možnosti, kaj se bo zgodilo, še vse je eno. Zdaj pa, če mu ona reče na takšen način, se mi zdi, kakor da ga bo programirala, da se bo pol to res zgodilo. Pa Bog ne daj nesreče, da mu reče kaj slabega. Definitivno. Ne? Vem za primer v Celju, ne? Ko je gospa šla nekam k vedeževalki neki, ne? In jo je ta prestrašila, da ima mož opravka z mafijo. Gospa je končala na psihiatriji, dejansko pa gospod ni imel nobenega opravka z nobeno mafijo. A ne? Ker mi, tudi če ni res, če bomo začeli verjeti v to, bomo ustvarjali svojo prihodnost. A ne? In zaradi tega je zelo pomembno, kako se oseba, ki to dela, tega loti, na kakšen način osebo opozori, da lahko tukaj pa nekaj spremeni, a ne? Ker ko mi spreminjamo svoje vzorce, čistimo svoje strahove, potem tudi spreminjamo svojo prihodnost. Ampak se mi zdi, da kakšni lahko dobesedno zakon uničijo. Jaz sem enkrat poslušala, kaj ljudje sprašujejo po televizijah, pa tako, ne? Ali me vara? To je ful pogosto. Ja, to je najbolj pogosto vprašanje. Ali me vara? Kako bo z denarjem? Kdaj bo prišla ljubezen? To so najbolj pogosta vprašanja. Ne? Ja. In moji odgovori so na to. Ne? Ali me vara, jaz vedno rečem, ja, opazujte sebe, kakšen odnos imate do partnerja. Ne? Se mi vsi začutimo, ali nas vara ali ne. Ampak dejansko, če pa nekdo še to izven nas potrdi, ker nismo sigurni vase pri tem partnerju, a ne?
ker imamo nizko samopodobo pred njim in če še nekdo reče, ja, vas vara, je potem pa postane to obsedenost. In ti začneš zganjati ljubosumje, pritisk na to osebo, ga kontroliraš in slej, ka prej bo do tega prišlo. Ker te ima poln kufer in reče, lej, kaj pa s tabo narobe, a ne? In zaradi tega je to zelo pomembno, da bi se te ljudje, ki to delajo, ne, tudi jaz tega zavedali. Ker dejansko se mora vsak vedeževalec pa vsak terapevt zavedati, da ko mi nekomu nekaj govorimo, nas on vpija ka goba in bo slej, ka prej se mu to dejansko zgodilo, če bo v to verjel. In zaradi tega, naprimer, gre meni to tako zelo moteče, ne, ker tako opisno delajo, potem pa oseba prevzame tisto, kar se spomni tistega, česar jo je najbolj strah. Vsi se spomnimo tega, kaj so nam rekli tam pa tam. Naprimer, jaz zelo upam eni gospe, ki dela Jojtiš, dejansko, pa vse vem, zakaj se gre. Ampak, ko sem odpirala novo podjetje, sem lepo je napisala, naj mi izračuna uro, datum in preverila tudi naslov, zavod Lifestyle Coaching, ali je to sovpada z mojo osebnostjo ali ne. In dejansko sem vložila točno tisto uro, da se vpiše v register. Malo so se smejali na sodišču, ampak pač dejansko so se stvari spremenile, ker sem se tudi jaz v podzavesti prepričala, da zdaj pa to. Ker ko mi sprejmemo neko njihovo trditev, potem se to tudi uresniči. Ker preteklost je enaka prihodnost. To pomeni, če jaz nič ne spremenim, bo isto, kot je bilo včeraj, en mesec nadaj eno leto. Jaz moram reči, da dejansko prva pot je bila potom tega, da sem začela brati, se izobraževati, pa je potem reiki prišel, pa teta healing, pa tako naprej. Vprašanje, če ne bi bilo te gospe, mogoče jaz nikoli ne bi prišla do tega. Je pa tukaj zelo pomembno se zavedati tudi to, da mi smo podzavestno vsi med sabo povezani. In ko oseba pride, naprimer, k meni na tečaj ali terapijo ali kaj takega, se avtomatično zgodi to, ne vem zakaj, ne vem kako, da enostavno, kada bereš njeno podzavest, pa tudi vidiš neke določene stvari, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Sploh sem jaz zelo srečna in zadovoljna, če te podatke se sprocesirajo na poslovni poti. Že dostikrat sem komu dala idejo, kaj bi lahko bilo, kam bi lahko usmerili in to. Jaz, naprimer, sem človek, ki je ni vizualen tok tip, ampak jaz kar vem, in povem. Če pa vidim kaj slabega, potem pa osebo usmerim v drugo stran, kako lahko bi se temu izognila. Tudi pri bolezni, če kaj vidim. Pa se lahko izognemo? Lahko. Ker naša prihodnost se spreminja, ko mi nekaj spremenimo pri sebi. To se pravi, če začnemo drugače razmišljati, se tudi bolezen spremeni sama od sebe, ne samo zdravili. Ker s tem usmerjamo svojo prihodnost. Če delam vsak dan eni isto, ne moram pričakovati, da se bo kaj zgodilo. Če naprimer eni osebi, ki je siromašna, pa ki nič ne naredi, da bi iz tega ven prišla, in lahko 1000 vedeževalcev in terapevtov reče, da bo prišla do denarja nekaj čudežno, če ne bo nič se premaknila, potem se ne bo zgodilo nič. Treba je osebi razložiti tudi nekaj idej, kako naj do tega pride. A to je una, ko vpraša Boga, prosi Boga, da bi zadev na loto, pa mu pa Bog reče, ja pa srečko kup hodiča, Tako. Ali piš listek. Kaj so akaški zapisi? Akaški zapisi, to se nahaja na 6. nivoju, to pač pri teti obravnavamo. Noter je napisan božanski načrt naše duše, katere vse izkušnje naj bi preživela, da pride do nekih novega življenjskega ciklusa. Ker mi nikoli ne vemo, v kaj naprej bomo šli. Mi smo lahko zdaj še tako
duhovno razviti, a ne, mogoče bomo v naslednjem življenju, v naših akaških zapisih, da se bomo rodili v fizično slabšem telesu, a ne, ker te osebe so ponavadi zelo duhovno razvite. Zato je pač potrebno slediti, ne. Naši akaški zapisi nas vodijo tudi potom intuicije. Ker, če upoštevamo našo intuicijo, kaj je potrebno narediti, na katero izobraževanje iti, ne, kaj spremeniti v življenju, potem po veliko lažji poti pridemo do tega našega cilja, ne. Očitno je v mojih akaških zapisih bilo zapisano, in tudi to sem že večkrat videla, pa tudi na treningih, ki imamo za Theta Healing, je to, da skozi nekaj učim. A ne? Učila sem v turizmu mlade ljudi delati na šalterju, zdaj učim na osebni rasti, skratka je to moje poslanstvo. Ne? Kaj bo v naslednjem življenju, ne vem, ampak dejansko je pa bila usmeritev tudi potom vedeževanja, da sem jaz do tega prišla in se začela v tem. Kako vedeževalci, vedeževalke, na kakšen način vidiš, prebereš, kar veš, kakor ti sama praviš neko informacijo? Ker ne rabijo karte, nihala, kroglo, stekleno, kristalno, kaj? To so vse pripomočki. To so vse pripomočki, a ne, katero oseba, ki pride, prepriča, da je to. Ne? To je šel, ampak dejansko oseba se poveže in je pretok za informacije. In če mi tukaj noter nič ne vključimo svojega subjektivnega mnenja, to se pravi našega ega, potem dejansko beremo, ali vidimo, ali slišimo, ali pa beremo. Ne? Naprimer ciganke, ne? Te da ne rečem ciganke, se upravičujem, ampak romkinje, ne, imajo to sposobnost zaradi tega, ker so veliko bolj čustveno odprte in pa so veliko bolj povezani, ne. In dostikrat se zgodi, ravno lansko leto, sredi tržnice, v tistih lokalih, ki je bila toliko ljudi, je gospa prišibala do mene in mi začela govoriti mojo prihodnost in sem mi rekla, da naj kar neha, a ne, sem mi dala denar za kavo, gospa se je obrnila in šla zopet naprej čez vse lokale, niti pri nikomer drugemu se ni ustavila. Zaradi tega, ker čutijo, ne, čutijo, lahko vidijo tudi auro, ker tudi v naši auri so te zapisi, kaj se nam bo zgodilo, da pravi, mora pustiti vse in samo poslušati tisto, kar je, ne. Predvsem pa jaz vedno priporočam, ker dosti ljudi, ne, se ukvarja s ciganskimi kartami, pa taroti in pa tako naprej. Zelo nestrokovno, pa dostikrat čustveno zavedeno je pa vedeževanje svojim prijateljicam. Si slišala, Neja? Ne dela se tega. Pa svojim partnerjem, ker smo mi čustveno vpleteni, ali pa otrokom, ne, ali pa gledanje za otrok, ker smo čustveno vpleteni in tukaj ni objektivne slike. Kaj pa za sebe, recimo ti za sebe lahko to? Ne, jaz nikoli tega ne delam, ne, nikoli ni tega ne delam, ker se nekaj zavedam, a ne, da če se bom jaz zavestno nekaj odločila, se bo to tudi zgodilo, da. Tudi takrat sem se zavestno odločila, da grem začeti se izobraževati na tem. Tisti je bilo samo usmeritev, ne? Ker vse ta znanja, numerologije, vedeževanje in to je pomoč pri usmeritvi, ampak dokončna odločitev mora biti pa naša. A ne? In tukaj je ta catch, ker ponavadi pa kar hitro prenesemo odgovornost na vedeževalce. Ampak se mi zdi, da bi mogli vse glih ločiti, recimo neko numerologijo pa džotiš. To je znanost. To je znanost, ampak ljudje tega ne ločijo. Ne ločijo. Seveda najlažje je pa tako tisto hitro vedeževanje, kjer hitro nekaj lepo zvemo, a ne pretvorimo v čustveno stanje in gremo srečni naprej, ali pa nesrečni. Ja. Hvala lepa za vse, kar si nam zaupala, da zdaj mečkem bolj konkretno razumemo vse te stvari. Sicer pa da ali ne, to je pa vaša odločitev. Rastlina
pa ni, ja včasih rečem zelo grobo, to ni kurba, ker ti lahko kupiš storitev. Lahko dobiš meso za denar, ampak ne moreš dobiti ljubezni.